Spremembe, ki se dogajajo na področju avtomobilizma v zadnjih letih, so naravnost ogromne. Se še spomnim, na začetku moje kariere smo vozili limuzine, karavane, kombi limuzine, sem ter tja kakšnega terenca in seveda enoprostornike. Danes pa samo še križance in sploh še kaj drugega. No, k sreči so vsaj nekatere znamke ponudile alternativo tistim avtom, ki smo jih včasih imeli tako zelo radi. Če se večina kupcev pri Fordu danes ne odloči več za S-Max, ker seveda niti ni več v prodaji, ampak za Kugo, bi se vsaj nekateri lahko tudi za takšen Tourneo Connect, ker je odlično družinsko vozilo. Mogoče izgleda kot kakšen kombi, ampak prav zares je to en tak velik enoprostornik, ker ima velik prostora. Ampak Tourneo Connect je vsaj v tokratnem primeru še bolj zanimiv zaradi samega pogona, ker je tole v našem uredništvu prvi priključni hibrid med takšnimi majhnimi kombiji kadarkoli. No, to pa v bistvu med takšnimi avti odpira čist novo poglavje. Priključni hibrid ni samo alternativa dizlom, ampak je v bistvu za vsak dan, če ga boste pridno polnili, električno vozilo. Samo za daljše poti, recimo za na dopust, bo še kuril bencin, da ne bo panike z iskanjem polnilnic, ko se bodo od zadaj itak drži otroci, mož ali pa žena, bosta pa kar pihala od jeze. Torej, če začnem s prostorom, tukaj res nikoli ne bo panike, ker je avto višji od vseh nas v uredništvu. Jaz bi v bistvu skoraj stal lahko tukaj noter. Sicer je pa to idealno vozilo za družine, kadar bo treba iti nekam dlje, oziroma za obrtnike je tole idealno vozilo, ker boste lahko prevažali tovor, pa še delavce. Tale naš test ima celo 7 sedežev, zadnja 2 je sicer mogoče odstraniti, ampak kdo recimo vozi mularijo na treninge nogometa, bo s sabo lahko vzel celo ulico mladih nogometašev, sosedje bodo ziher veseli. Ampak pogon je tisti, ki vas bo tukaj najbolj prepričal, če se radi vozite na elektriko, ker ima kar veliko baterijo. 25,7 kWh bruto oziroma 19,7 je njena uporabna kapaciteta, s čimer naj bi po WLTP prevozil celo do 118 km. Baterija se na javnih polnilnicah polni z 11 kW moči, v 2 urah pa pol se napolni, na enosmernem toku pa s 40 kW v 26 minutah od 5 do 80%. Ja, tudi z enosmernim tokom se lahko polni, če boste recimo na avtocesti na kakšnem počivališču, se vmes lahko ustavite, ko greste na stranišče in na kavico, pa napolnite baterijo. Moram povedati, da se tudi v praksi odlično obnese, ker pogon prav lepo deluje. Mogoče se bo komu zdel 1,5 litrski turbo bencinski motor malo šibak, ampak z močnim elektromotorjem skupaj vse iztisneta 110 kW moči oziroma 150 konjičkov. Zato se čisto spodobno premika. Dostop uspeši v 10,5 sekunde in gre največ 180 na uro. To v bistvu niso slabe cifre, ampak najbolj pomembno je, da se popolnoma lahkotno premika na elektriko recimo v mestu. Jaz sem z njim največ prevozil dobrih 90 km samo na elektriko, pa sem se vozil tako v mestu, kot tudi na avtocesti, tako da super podatek. Tudi menjalnik v redu deluje, v tem primeru je to robotiziran s 6 prestavami, zato recimo tudi lepo deluje takrat, kadar smo v hibridnem načinu, ko je baterija prazna, pogon pa deluje brez kakršnih koli težav in še vedno je varčen. Poraba zdaj je 5,5 litrov, ker ga nismo ravno pridno polnili na dolgih vožnjah. Če upoštevam, da večina med vami na dan ne prevozi več kot 30 km, pa bo takšen Tourneo Connect električno vozilo za praktično vsak dan.